Po podelitvi Prešernovih nagrad, po slovesnosti, po vseh javnih predstavitvah in nastopih, Nataša Kramberger, pisateljica, kmetica in novinarka, ki se bo kmalu vrnila v Nemčijo, končno tudi v NN podcastu. Dobrodošla. Hvala. NN podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. Seveda, hvala, da ste ponovno z nami. Midve se bomo danes stikali, sva se dogovorili, ne? Ker sva obe novinarki in tudi meni se malo zdi, da se poznava, čeprav se v resnici nisva do zdaj poznali. Je tako? Mava ta občutek obe? Mava ta občutek, ja. Za ta pogovor sva se dogovorili že dolgo nazaj, določili sva dan in uro, dolgo nazaj. Takrat nisi imela praktično nobenega intervjuja še dogovorjenega. Vmes je bila slovesnost v kulturnem prazniku, podelitev nagrade in cel svet se je zgodil vmes. Ne? Cel svet ljudi, nastopov. Kaj so ti dali? Okay, poleg nagrade Prešernovega sklada. Kako si doživljala ta kulturni praznik? Kakšni so bili zate ti zadnji dnevi? Res lepi. Prav lepi. Presenetljivo lepi. Zato, ker pač seveda nisem vedela, kaj sploh lahko pričakujem od nečesa takega. Tudi, ker je ta nagrada kot en tak asteroid padla na moj planet. In se mi je zdelo, da bo vse raztreščila. Potem je bil pa ta petkov večer že res tako lepo praznovanje in prav pri vsakem pač nagrajencu, nagrajenki, ki je odhajal na oder, sem občutila neko izrazito ganjenost, ko sem pač gledala portrete in se pač spominjala, kako so te osebe, ki sem jih v bistvu prvič videla v živo tisti dan, zaznamovali mojo umetnost in vse, kar počnem in kaj vse pač res umetnice in umetniki počnejo. In potem sem pomislila, pravzaprav letos, lani poleti, je ena moja prijateljica, Naoko Tanaka, sicer japonska umetnica, ki pa živi v Berlinu, je prišla k nam na kmetijo in je 2 tedna spala v našem gozdu. Prav si tak šotorček postavila in je spala, zato da bi opazovala gozd. In potem je naredila en performance o tem, in je bila fascinirana pač nad pajkovimi mrežami v gozdu in nad svetlobo, ki čisto se spremeni, ko pač nekaj osvetli ali pa nečesa ne osvetli. In Naoko je malo nora in je v enem teatru v Berlinu v bistvu spletla eno ogromno pajkovo mrežo, ki jo je pletla, 3 tedne. In potem je postavila en reflektor, ki se je tako vrtel in pač včasih se je ta mreža pokazala in zasijala, potem je pa spet malo zginila. In zame je pač bil že petkov večer in vse v bistvu, kar se dogaja, ta reflektorček, ki mi je pokazal, kam se vodijo moje nitke in kako veliko mrežo pravzaprav imam v umetnosti. Vedno rečemo, umetnost nas rešuje, zdaj pa ta umetnost pač zame res dobila čisto konkretne obraze in poetike, za katere sem vedno vedela, da so tam, ker sem se iz njih napajala. Zdaj pa mislim, da mi ves ta ceremonialni del dal točno ta veliki dar, da sem to pač dosti bolj osmislila in da kamorkoli bom šla, zdaj ta svetloba, ki bo sijala, bo vsake toliko prišla nazaj in bom z neko malo večjim samozavedanjem, ampak tudi zavedanjem drugih lahko stopala po tem gozdu. Wow. Začniva zdaj malo na koncu. Ja. Kmalu se vračaš v Nemčijo. Ja. Kdaj greš nazaj? Ne vem še točno, ker je odvisno od varušk živali. Varušk živali. V Nemčiji živiš dobršen del zime, že vrsto let, ne? Kakšna pa zdaj ti odhajaš? Ja, opisala si zdaj to mrežo. Je ta tokratni odhod bo kaj drugačen? Jaz sem se bala, da bo v bistvu drugačen, ker
pač, ne vem, si nisem znala predstavljati, kaj točno bo, ampak zdaj, ko moram načrtovati te urnike, pa kdo bo kdaj pazil, ne vem, na avčke in kdo ne in kaj, sem videla, da pač živim res v tako prekarnih poklicih, da pač kot je biti kmetica pa biti pisateljica, da slej ali prej pač mislim, pač si takšna, kot si, ker pač počneš to, kar počneš. In jaz se vračam v ta ista dejanja in v te iste rutine. Ampak mislim, da pa... Mislim, jaz vem, kako je, kot je res hudo. In vem, da je ravno zaradi teh prekarnosti lahko zelo hudo. In mi je tudi že blog, da je zelo hudo. Mislim, večkrat, zato to tako dobro vem. In upam, da mi bo ta svetloba, pač, da si bom znala z njo pomagati. No. In pač sklepam. Vem pa tudi, da ko je hudo, je pač hudo in da takrat se včasih ne spomniš nekih stvari. Ampak mislim vendarle, da bom šla zdaj v te neke nove ustvarjalne procese, ki pač v Berlin grem predvsem pisati in to je zmeraj povezano z ful dvomi in ful strahovi. In pač, samodisciplino, ne, ti praviš? In samodisciplino, ja. Tako da karkoli se je zgodilo prej in karkoli se bo zgodilo v prihodnosti, potem kar tak se razblini. In tak moraš pač biti potem tam in reševati tiste zagonetke. Kaj pa Nemčija, kako se je spremenila v vseh teh letih, odkar ti odhajaš vanjo? Zelo se je spremenila, kakor se je spremenil pač v svet. In pač zame je ta moj trg za Luksemburg pač neko zatočišče z mizo, ki jo tam imam, z knjižnico, ki jo tam imam, mislim, s knjižnimi policami in z pač neko čisto geografsko distanco, ki jo potrebujem za to, da lahko motrim samo sebe in pač tudi neke druge jezike, ki jih potrebujem za to, da delam v svojem maternem jeziku, da pač nekako šilim, ostrim to orodje. Ampak ja, predvsem bolj kot Nemčija se mi zdi, pač se je res spremenil ta moj Berlin. In veliko čisto na osebni ravni je pač veliko ljudi, ki so meni dragi, so zapustili to mesto, je zapustilo to mesto in to je pač zdaj ena praznina, ki tam vsakič znova je. Zdaj, ko se pač vračam. In pa ja, vedno bolj prazno mesto je. Prazno prav čisto konkretno, v smislu, da ni nikogar na ulici. Ko sem jaz prišla na trg Roze Luksemburg, je bil to en sam direndaj in kravalj in res pač ulica je bila živa. Zdaj pa ulica v Berlinu živa, sem še tu pa tam. Ne, res prav moraš iti iskati to ulico, ne more se ti sam zgoditi. In mene so pač mesta privlačila ravno zaradi tega, ker imajo to, česar Jurovski dol nima. Pač to možnost, priložnost nekih naključnih srečanj in dogodkov, ne, ki ti jih da ulica, ko je živa. In pač pogrešam zdaj to. Ne, se mi zdi, da pač zdaj v Berlinu uporabljam kot en medvedji brlog in grem tja in pač tam pišem. Ampak se tudi, mislim, to tudi rabim, tako čisto v redu. Ja, življenje je nekam šlo, ne vem še kam. Ja. Spremenila pa se je tudi tvoja kmetija v Jurovskem dolu. V tej knjigi, ne, po vsej sili živ, si nam opisala vse, trdo blato, začetke, močna čustva, opisala si rastline, deklico v otroštvu na omini kmetiji, sebe odraslo v naravi na svoji kmetiji. Čutimo te v naštevanju vseh opravil, v naštevanju vsake rastline, v naštevanju vsake živali. In dotaknila si se v bistvu s tem nečesa, tako sem začutila, blazno primarnega v nas. Ne? Te tvoje želje, recimo, sem jaz slišala kot svoje. Je torej narava, stik z naravo najmočnejša stvar, ki jo poznamo? Ne vem, mogoče prav zemlja. Ne? Prav zemlja. Sem v bistvu prav na začetku, ko sem začela prihajati na kmetijo, ko je bila še pač mamina kmetija, sem se pač zaljubila v to staro cimpračo, ki je ta tradicionalna panonska hiša, narejena iz lesa in potem umetana z zemljo in z apnom.
in za slam in trstičev in tako naprej. In zelo kmalu sem začela vzpostavljati neke razmere, da smo skupaj delali za zemljo, pač neke mladinske delavnice, in sem ugotovila, kakšno neverjetno moč ima prav ta gruda, ko jo imaš v rokah, kako je vključujoča, kako je pač prijazna, zato ker lahko vsi delamo z njo in pač se igramo, ta igra, ko, ne vem, nekaj gledamo in to. In vse ima pač ta zemlja, ima pač to neznano skrivnostnost, ker ne vemo najbolj, kaj tam je, pa nas to malo privlači, ne? Daje nam prostor, da neke svoje domišljije ali pa strahove, ali pa upe, ali pa želje v njo pravzaprav malo projiciramo. Daje nam zmožnost, da nekaj ustvarimo, ne da bi ravno mi morali ustvariti, ker damo pač not seme, pa nekaj zraste in to je res neverjeten fenomen, ne? Da se to zgodi. Tako da se mi zdi, da je prav ta zemlja, jaz to vem zdaj, sem rabila ful časa, da sem tudi zdaj, da tukaj sedim in tako samozavestno o tem pripovedujem. Me se ni zdelo to neka tema. Ampak sem to odkrila prek skupnosti, ravno ne preko tega, ko sem brala primerljive hektarje drugim. In potem so kar po branjih začeli prihajati kot neke kmetijske nasvete. Ne? In čisto vsaka bi še rekel, veš, jaz imam tudi doma in sadovnjak, pa imamo to, pa imamo ono. In pa tako, wow, to je res ena stvar, ko nas povezuje na neki način. Ampak res mislim, da je prav ta zemlja. Ne? Prav ta zemlja kot nekaj zelo živega, ampak tudi v bistvu zelo neznanega. Prostor, iz katerega lahko nekaj vzklije, če pač so pogoji pravi. Ja. In to knjigo, v bistvu, zame je tudi to knjiga točno o tej frustraciji, o tem, kako obstajati v negotovosti. Imam prav? Ja. Kako se v negotovosti vseeno lahko moramo umiriti, prepustiti neke stvari, dati neke stvari. Ja. Veš, ta knjiga je imela, se napišem, delovni naslov, kdo bo z mano prosil za dež. Ker si na neki točki prosila. Ne? Ker je mislila biti knjiga o suši. Ja. In rok za oddajo sem bila za knjigo zmenjena z nemško založbo, ki je pač želela malo podpreti primerljive hektarje na nemškem trgu, kjer je zelo težko za neko tujo avtorico sploh uspeti. In sploh pa z neko tako knjigo. In takrat je pač Slovenija gostovala na tem famoznem Frankfurtskem sejmu in oni so rekli, kaj pa če bi imeli taki mali esejčič, da bi to podprli. In rok za oddajo je bil 1. maj, zato da bi moja prevajalka Liza Linde to lahko še prevedla in bi to izdali. In potem je Liza Linde, kot vsi prevajalci in prevajalke v tistem času, bila ful zaposlena in rekla, veš kaj, jaz v bistvu ti dam še čas do 10. maja. Ne? Imaš še čas 10 dni. In jaz pišem pač to knjigo in potem se nam zgodi neka nesreča za vodo. In je bilo vse pod vodo. To je bilo leta 23. Ne? In potem se že Liza, rabim še par dni, v redu. Tak, nekaj se mi dogaja, ne vem, ne morem pisati knjige o suši, če sem pod vodo. In potem sem 15. maja brala na Dunaju, tudi o tem pišem. Na Dunaju lep sončen dan, pri nas je pa že tedne deževalo pravzaprav. Ne? In 16. maja se vrnem domov z Dunaja in ko pride Daniela, moj fant, po mene v Špilje, v bistvu ne moreva priti več domov. To opišeš, ja. V bistvu ta prehod. Tako. Ja. In takrat se je v meni nekaj totalno zlomilo. Ker nisem več, ne morem tega pisati. Kako jaz pišem o požarih, ki so bili pač aktualni od leta prej in o tej moji suši, o tem betonu, če pa sem pod vodo zdaj. In mi smo takrat res, pač vsa ta del Štajerske, Slovenskih goric, smo bili takrat res pod vodo, o tem se ni toliko govorilo, ker pač niso bile take velike razsežnosti. Ampak to je mene popolnoma zaznamovalo in v bistvu celo poletje je potem šel ta dež. In meni se, v nekem hipu smo tudi z nemškimi založniki rekli, v redu, pač ne bo te knjige, ker nisem mogla sploh ničesar početi.
moral se zgoditi avgust, morali so se zgoditi te velikanske poplave, ko smo potem vsi mi na naši kmetiji, ki smo bili že popolnoma utrujeni od toče, od neurij, izruvalo nam je vsa drevesa, uničilo nam je streho. Mislim, vsakih 5 minut je bilo nekaj in potem, ko so bile pa te res velike poplave, smo mi nekaj dobili, ni bilo pa tako hudo in smo šli pomagati drugim. Ne? In takrat, ko smo šli pomagati drugim, se je pa pojavil ta nenavaden moment, za katerega mislim, da smo ga vsi takrat malo začutili, te neverjetne povezanosti v tragediji. In potem je prišlo sonce in potem je prišel en večer, ko smo mi sedeli ob ognju prvič v tisti grozni sezoni in sem prav tako videla pred sabo ta negotovost. Mislim, nas vse ubija, samo mi imamo orodja. Mi jih prav imamo. In jaz moram o tem pripovedovati. In ta stavek potem kot mantra se je kar priplazil potem v to knjigo. In potem sem v eni noči pravzaprav napisala knjigo, ki ni knjiga o sušah, ampak je v bistvu knjiga o vsej tej negotovosti. Kako se sploh spopadati z sušo, kako se spopadati z poplavami. To je v bistvu spopadanje z negotovostjo. In je zelo, pač nekaj, kar je mislila biti tako zelo malo pametna, pa tako opolnomočena knjiga o kontekstu kmetovanja v času podnebnih sprememb, je v bistvu postala ena knjiga, kjer sem jaz dokončno pač se sprijaznila s to svojo ranljivostjo in jo kot en manifest pač tudi sami sebi dala na mizo in rekla, v redu je. To pač tako zdaj je. In je težko se spopadati z ranljivostjo in ali je potem lažje, ko rečeš tako je? Zdaj je lažje, ravno. In pač res, jaz delujem na tak način, stvari osmišljam pač, oziroma premišljujem skozi umetnost in skozi lastno tudi pisavo in ko imam enkrat stvar napisano, še enkrat preberem, tak je. In zdaj pač, ko so črno na bele stvari iz mojega sveta pred menoj, je lažje. Kar ne pomeni, da je pač lahko v trenutku, ko si pač sred neke najhujše negotovosti in ko moraš res izredno hitro sprejeti neko odločitev, za katero se ti v tistem trenutku zdi res pač vse zdaj sloni na tej odločitvi. Česa se zdaj malo bolje zavedam, po moje to, da pač nobena odločitev ni na življenje in smrt. Ne? Da sem odvzela malo to težo tej ženski, ki se pač vsak dan mora 5-krat nekaj odločiti in v bistvu nima nekih trdnih argumentov za ali proti, ampak sam pač neke občutke pa intuicije. Zdaj mi je lažje. Glej, pač vse ne moreš vedeti. Probaš. Pa če bomo vsi malo probali, pa nekaj pa bo, ne. Književnik in kmet sta tovariša v norosti, si rekla pred 5 leti v kratkem filmu 5 avtoric. V smislu, da stvari, ki jih počneta, si takrat rekla, zahtevajo brezpogojno predanost neznanim kolektivnostim. Delati, sodelovati in se boriti za neka bitja, za katera morda sploh ne veš, ali obstajajo. Biti pripravljen na srečanje z njimi in na to, da ne boš imel nobenega vpliva na to, kako se bodo obnašala. Je to to? Ja. In negotovost, če prav razumem, kar si prej povedala, lahko postane tudi lepa. Kadar pač imaš tovarišice in tovariše, za katere veš, da so. Ja. In to je še ena stvar, ki jo pogosto poudarjaš, solidarnost, sestrstvo, ta skupnost. Rekla si nekje, da si recimo med svoje delovne naloge, zadala tudi to, da se srečuješ z drugimi kmeti, ki na podoben način delajo. Ne? Da si dojela, da to nujno potrebuješ. Ja, ker na začetku sem se počutila ful samo.
pač iz različnih razlogov in tudi kmetija, mislim, to ne samo mene, vidim tudi pri drugih, pač te požreja, kamorkoli pogledaš, vidiš, kaj se je še treba narediti in potem kar padeš v te ritme in seveda narava dela po svoje in raste in ti si ravno kar, ne vem, pokosila trava, ampak to ne pomeni, da bo ona ostala pokošena. Mislim, da Slovenke, Slovenci si to znajo zelo dobro predstavljati, te boje za travo. In potem pozabiš, prav, mislim, nehaš se družiti. Ne? In prva leta tam v Jurovskem dolu pač res kar z nikomer se nisem družila in sem tudi zelo pogrešala svoje prijatelje, tudi pač ne iz kmetijskih logov. In potem sem videla, koliko mi tudi na neki čisto pač konkretni kmetijski praksi, koliko mi pač to da si res vzamem čas. In potem sem si videla, edini način, da to počnem redno, je, da to postane moja delovna naloga. In s pomočjo tudi drugih kmetic, predvsem kmetic iz mojih krajev sem to tako res tudi ozavestila, ker smo nekako skupaj prišli do tega zaključka, da rabimo to, da se dobimo, da ne vem, pač, kar neke izkušnje so pač res samo izkušnje kmetic, ne? Pa neki ti strahovi, pa koliko ti to v tistem hipu pomeni, ne? Ta neka odločitev v nekem občutku popolne negotovosti, kako težo ti čutiš. Ne? In v tem smo si seveda tudi kmetice različne. Zdaj, moj občutek negotovosti skoraj pač vendarle tudi ni primerljiv, ne vem, z negotovostjo ene kmetice, ki pa mogoče vsak teden oskrbuje 80 družin za hrano. In ta ves občutek odgovornosti, a veš, da ti moraš, mislim, ti si se zavezal tem družinam, da boš tem pač sodelavcem v nekem partnerskem kmetijstvu, da jim boš dostavljal hrano. Zdaj pa kaj pa, če se boš narobe odločila, pa zaradi te odločitve nečesa ne bo. In to so ful veliki, mislim, take res teže. In smo ugotovili, da pač sam, če se pogovarjamo o tem, je ful lažje. Ne, pač res konkretno lažje je. Ne. Ker ravno skozi te neke pogovore tudi neke rešitve se pojavljajo. Ne. Kaj pa, če bi to pa, mislim, ne. In ko se povezujemo, je potem lažje in ta občutek, da v redu, vse pa če jaz ne bom imela korenčka, imaš ga pa ti. Ne. Čisto konkretno. In ta moč nekih mrež, da lahko drugo podpremo, pač tudi čisto konkretno pri prenašanju te teže odgovornosti. Tako da to je in bi morala biti delovna naloga in z nekaterimi prijateljicami, kmeticami imamo zdaj prav to kot manifest, da razglašamo nakrog, dajte se družiti, čist tak, dajte se povezovati, sam zato, da pač res se pogovarjamo med sabo. Z Radio Slovenijo in za Večer si povedala, da ko si prebrala tisti stavek iz obrazložitve za nagrado Prešernovega sklada, ki pravi, da je tvoje pisanje glas kmetic, morda eden največkrat preslišanih glasov v zgodovini, da si zajokala. Kam je segel ta stavek? Ne vem, meni je kar preplavo. Mislim, da je bilo to... Jaz res mislim, da je segel v vse možne čase. Ker sem prav zaslišala ta glas in te glasove. In tak en log se je, po mojem, zaključil. Vseh teh mojih res raziskovanj in povezovanj in poskusov. In sem prav, šla v vse možne čase in v vse neke slike, kdo so te ženske. Pač odprl se je še en horizont, kaj točno to pomeni. Pač ogromno nekih vprašanj preko odgovorov. In po drugi strani pa sem to res začutila kot tisto potrditev, da pač je to, kar počnem, v redu. Da je to lahko neka legitimna poetika v književnosti. Da je ta glas pač nekaj, kar želimo slišati. No. Sem ful dvomila o tem. Dvomila sem o tem, ali je to nekaj, kar nas sploh zanima.
in v tem, ali jaz to smem. Ne? Ali smeš? Ja. Zdaj sem s tem pomirjena, tako da v redu. Nekaj si že govorila prej o tem ustvarjalnem procesu, ampak kako, torej ti misliš vse to, kar delaš, oziroma vse, kar se dogaja, misliš širše od svoje kmetije, veliko širše, misliš v bistvu o najbolj drobni stvari, skratka o neki bilki, vse to je v knjigi, ne, do torej, podnebnih sprememb oziroma podnebnega zloma. Ne. Kako pa poteka ta proces pisateljevanja potem? Prej si opisala za zadnjo knjigo, ne, kako je šlo. Kako zožiti ta razmislek, kako ga zožiš na to, kar mi dobimo napisano? Res mi je veliko pomagalo pač spet novinarsko delo, oziroma niti ni novinarsko, ampak sem pisanje za časopise, ki me vzdržuje v neki kondiciji in ki zahteva to disciplino, da pač vsaka 2 tedna je treba napisati kolumno in pač zahteva tudi čisto to fizično, da sedem za mizo in pač nekaj napišem. In so potem to ti trenutki, ko jih je pač treba vzeti za premislek. In ogromno, pač kadar razmišljam o neki kolumni, o neki tem, pač seveda vedno se mi ogromno stvari pač pojavlja, o čem in kaj. In potem pač eno od tem izberem za kolumno, ali pa za pač besedilo v tistem tednu, ogromno je pa nekih nastavkov ali pa nekih rezerv. Ne, ali pa, jaz pač nikoli ne daljšem besedila, ampak jih moram krajšati. Ne, pač kar se zgodijo in pol sedim, v 2 urah jih napišem, pa porabim še 3, da jih spravim, da jih skrajšam. Ne. In potem tisto, kar so pač predolgi deli, shranjujem v neke druge mapice in potem iz tistih dalje v bistvu ponavadi iz čist nekega drobca, iz kakega stavka ali pa iz kakega čisto besede ali pa ideje, potem zrastejo celi koncepti in mi to pomaga. Tako da v bistvu pač jaz imam res težavo za to disciplino, za to pač za zid sledrov, kot se reče pri nas. In rabim ves čas pač neke pomočnike v smislu nekih besed, stavkov, da pač tisto potem zgrabim in ko tisto imam, lahko potem razvijam naprej besedilo. Pišeš pa, rekla si največ v Berlinu, ne? Ja. Pisala si tudi na poteh, ne, ko si potovala. Kaj pa v Jurovskem dolu? Tudi zdaj, pač, ker je treba, pač, ker sem zdaj toliko tam in tudi pač skušam najti nek stalni prostor, pa ga ni, vedno je v bistvu, ko potem pomislim nazaj, za vsako knjigo se ne spomnim najbolj, kje je bila napisana. Tako čisto konkretno se ne spomnim, sem kaj pač naenkrat je. In moje celo telo deluje po nekih drobcih, pa sam šviga malo sem pa tja in se mi zdi, da pač tudi te knjige se tako malo zlagajo skupaj in v nekem trenutku, kar tam so in malo se spomnim, večino pa tudi ne, kje točno so nastale. In pogosto imam pač tudi besedilo napisano v glavi, pa sploh ne vem, se sam sedem pa napišem in tisto se je napisalo pač enkrat nekje vmes med delom. Ker ogromno pač razmišljam, poslušam svoje besedilo, ogromno jih tudi berem na glas, meni je to ful fajn. Kako je rekel že tisti fantek na šoli v Jurovskem dolu? Ja, da bereš, ampak kot pesem, ne? Ja, on je rekel, da pripoveduje zgodbo, ampak poje kot pesem. Poje kot pesem, ja. Ja. Jaz si ogromno pač berem na glas, meni je to tako fajn. Pač meni je pisanje v prvi vrsti res pač predvsem užitek. Meni je res ta igra in raziskovanje, kam še lahko te pripelje neka fraza ali pa neko to klestenje. In so mi ta presenečenja in kako nekaj zveni, če daš poudarek malo bolj na levo ali pa malo bolj na desno, so mi vir, mislim, vedno znova zame vir neverjetnih pač fascinacij. Tako da, ja, moram malo peti.
Če se vrnem malo na zaupanje, oziroma na to negotovost, o kateri smo prej govorili. Oma ti je dala izkušnjo, Oma, ki jo veliko omenjaš in s kateri še prideva, ti je dala izkušnjo zaupanja v ranih letih, praviš, zaupanja, ko mu ona reče vera, to zaupanje. Nataša, kako ga ohraniti danes? Mislim, mi živimo v časih, ko se nam sesuva svet, ki ga poznamo. Svet se spreminja, ko pravila ne veljajo več in ko, če povzamem v bistvu realno stanje stvari, se ne moramo nasloniti niti več na letne čase, niti na mednarodno pravo. Kje tukaj ohraniti zaupanje? Kje tukaj najti vero? Ja, moramo si najti te reflektorje, ko obsijajo te neke lučke. Ne. In pač jaz jih zdaj najdevam v različnih skupnostih, v različnih soljudeh, ki niso prišli sami, mislim, treba jih je bilo ustvariti. In to se mi zdi pač ključno, tudi v odnosu za naravo. Pač narava res lahko zelo podpre naša prizadevanja. In v nekem hipu ogromno reči postori na mesto nas, veliko bolje od nas. Ampak moramo vzpostaviti ta odnos. In se mi zdi, da pač iskanje te vere, iskanje zaupanja je točno v tem, da mi vložimo trud, da si zgradimo te lučke. Mi moramo biti lučke za druge, in moramo iskati lučke zase. In predvsem ta odločitev, da za boj, jaz mu rečem boj, je zame pač vir upanja, zaupanja in pač vere. Je pa najbrž tudi to nekaj, kar imaš v sebi malo. Ne vem odkot. Pač jaz ogromno zaslug pač pripisujem svojemu otroštvu in svoje omi in temu, da pač imam nek nastavek v sebi, da tudi ko je res, res, res hudo. Moja oma reče zdaj, ko je že 4 leta na vozičku in ne mora hoditi in to in sem čakam, da Bogec pride, ne, pa to. Pa 100-krat je že povedala, kako samo čaka, da Bogec pride. Tako v naslednji, če pa sem tak radoveden, satan, ne, ko ona hoče v sebi, v moškem spolu, ne, reče, če pa sem tak radoveden, satan, se zdi, da imam to. Ne. Ta radovednost, kaj se nam lahko zgodi, če, ne, to je neka moja predpostavka za ta boj. Ne, v bistvu, na vse zadnje je tudi to neka igra, neka radoživost. Prej si omenjala, v bistvu sva veliko omenjali skupnost, omenjala si, nakazala si že te ljudi, ki prihajajo na kmetijo. Mislim, da v vseh teh letih je prišlo 600 različnih ljudi. Zdaj sem to preštela, ja. To so ljudje, ki prihajajo kot prostovoljci, ki prihajajo iz vse Evrope. Večino jih verjetno nisi poznala, ne, ko pridejo. Nikoga. Ja, v bistvu, že pred več kot 10 leti smo pač začeli na kmetiji, takrat še od moje mame, z temi mladinskimi izmenjavami in mladinskimi pobudami. Jaz sem pač takrat odkrila ta program Erasmus plus mladina in odprli so se mi svetovi, kaj vse je pač možno in kaj vse pomeni pač Evropska unija in evropski proračun, da se tudi to pač da in da obstajajo neke take iniciative. Ne govorimo o velikih denarjih, samo ravno dovolj, da mladim ljudem pač omogoči potovanja, omogoči ta premik. Pač boj je vedno premik, tudi vera, zaupanje, je nek premik. Ne, in pogosto tudi čisto geografski premik se mora zgoditi. Ne. Moraš narediti en korak v neko smer. In smo začeli z mladinskimi izmenjavami, pa z mladinskimi pobudami, to so tak, ne vem, tedenske, dvotedenske, 10-dnevne delavnice. Na začetku res večinoma gradnjo za zemljo, ki se mene čisto navdušila in sem odkrila, kako pač res osvobojujoče in osvežujoče to je, ko, ne vem, deček, deklica iz Jurovskega dola, zelo verjetno z kakšno hudo predzgodbo
ali pa ne hudo, sam pač ne tako čisto lušno zgodbo iz družinskega okolja ali pa iz šolskega okolja, dela z ramo ob rami z neko že v bistvu vzpostavljeno arhitektko iz drugega konca sveta. Kakšne čarovnije se tukaj zgodijo, ker Zemlja to dovoli. Ne, ker je to preprost material, vsi lahko z njim, ne moreš se zmotiti, vmes, ko delaš, se še malo masira, koža in tako naprej. In sem se čisto navdušila pač nad tem mladinskim delom. Takrat, ko sem to začela, so bili to še bolj ali manj moji sovrstniki. Evropska unija ima zelo natančno določeno, kdo je mlada oseba. Mlada oseba so pač ljudje stari od 13 do vključno pač do dopolnjenega 31. leta. In ko sem to začela, smo res še bili sovrstniki. Zdaj pa so to že lahko bili skoraj moji otroci, oziroma so sovrstniki njihovi starši moji. In potem smo razvijali pač to mladinsko delo, vedno več je bilo teh in je še pač teh mladinskih izmenjav, tudi teme so se razširile, ko pač imamo veliko nekih zamisli. In pred 3 leti smo se tudi logistično toliko spostavili, da smo lahko poleg teh izmenjav, bolj kratko trajnih, pristopili tudi v Evropsko solidarnostno enoto, ten program, tudi na ravni pač programa Erasmus in dobili ta znak kakovosti in sedaj lahko pri nas gostimo tudi prostovoljke in prostovoljce znotraj te mreže, ki pa ostajajo malo dalj časa. Več mesecev na kmetiji, pri nas živijo in potem skupaj delamo. Tako da zdaj združujemo te prostovoljske programe z temi malo krajšimi pač mladinskimi akcijami ali pa karkoli. In to nikoli niso ljudje, ki bi jih poznali. Prej pač mi damo v svet ta oglas, da v nekem hipu počnemo pač nek tako imenovani projekt. In potem se prijavijo mladi vseh res z različnimi zgodbami, z različnimi izkušnjami, izhodišči, z skupno točko starosti, pač, ampak to je v bistvu pogosto edina stvar, ki jih druži, in potem skupaj nekaj počnemo. In zame je res v bistvu totalen privilegij se pač družiti z mladimi, biti vsako poletje pravzaprav obdana z ljudmi, ki so toliko mlajši zdaj od mene že, in ki prinašajo to neko čisto drugo energijo, če rečemo temu tako. Kdo pa babysita ovčke zdaj? Oziroma, ko greš recimo v Nemčijo. Ja, vedno znova moramo iskati pač, in pogosto priskoči, kadar gre za krajše obdobje, pač moja mama, kot tu pa tam lahko pač nese kakšno hranico. Pa to veliko naših živali je v bistvu čisto samozadostnih, ki pač se pasejo zunaj ali pa pač imajo smo vzpostavili takšne sisteme, da so samozadostni. Tu pa tam je pa že fino, da kdo jih gre malo povarvati. Še posebej muce, ki so zdaj totalno, one so zdaj največje zvezde, odkar smo pač imeli ta portret na petkovi proslavi, dobivam samo še maile o mucah. Tako da vsem sporočam, da naše muce so fine in vas vse pozdravljajo. Pač iščemo zmeraj ljudi in to so prijateljice, prijatelji, znanke, znanci, ki potem pač pridejo k nam, živijo tam pri nas in skrbijo pač za živali. Ampak je vedno težje odhajati meni, ker vedno bolj pogrešam pač živali. Odkar imamo na kmetiji živali, je to tak en strel v koleno za svobodo gibanja po svetu, ker so to ene take ful močne vezi, ko potem pač pogrešaš, ko se zbudiš sred Berlina, pa nišče ne pride sitnarit pred vrata, da mjau, bi poslatico za zajtrk. Mala mešana kmetija je bolj odporna na ekstremne vremenske pojave in tudi produktivna je bolj, praviš? Ja. Samo vprašanje je, kaj damo v to Excelovo tabelo produktivnosti, to so tvoje besede. Kaj vse pa je treba dati to Excelovo tabelo produktivnosti, ne? Torej, ne samo pridelek, ampak tudi biotsko raznolikost. Kaj še vse v bistvu tisti, ki govorijo o produktivnosti, pozabljajo?
kaj dejansko sodi vanjo. Ja, v bistvu tukaj tudi kmetice in kmeti pogosto, tudi ko smo imeli pač te zadnje proteste, pa to, mi ponavadi pač slišimo ta slogan brez kmeta ni hrane. Ampak v bistvu je hrana ena redkih reči, ki jih brez kmeta lahko naredimo. To pač imamo zdaj že dokaze, pravzaprav v vsakem malo večjem mestu imamo že neke stolpnice za hidroponiko, zato ne rabiš kmeta, imamo čisto dobro solato iz tega, ne? Ali pa, ne vem, paradižnike, pa papriko, pa vse živo, ne? Tudi meso boj, da bomo dobili zdaj iz nekih celic. Skratka, zanimivo, ampak v bistvu je hrana stvar, ki si jo ta svet, v katerem živimo, lahko zamisli brez kmeta in kmetice. Veliko raziskav, oziroma vse, ki se temu podrobneje posvečajo, pa pač nam kaže, da na vseh kmetijah, trajnostno usmerjenih, pravzaprav več kot 30% virov namenjamo stvarim, ki niso hrana. So pa javni servis. In to so javni servisi na zelo različnih ravneh. V prvi vrsti je pač to skrb za biotsko raznovrstnost, ki podpira sploh našo zmožnost za to, da bi karkoli sproducirali, ki podpira naš turizem, čisto vodo oziroma našo sploh pitno vodo, to še bolj pri nas, ker imamo ta privilegij, da pač imamo še podtalnico, ki nam omogoča pitno vodo iz pipe. Pa cel nek skupek v bistvu odnosov, zmožnosti, odzivov ob krizah, recimo civilna zaščita, temelji ogromno na kmetijstvu oziroma na pač kmeticah in kmetih. Spomnimo se sam na poplave naše, pač takrat, kaj smo potrebovali smo, ne vem, traktorje, ljudi, ki znajo s tem delati, ki so lahko v nekem trenutku se odzvali in ogromno teh nekih tudi čisto odpornostnih zmožnosti tiči v kmetijstvu. In ves ta javni servis nam se zdi, da ga poplačamo z nekimi subvencijami, ampak to ne drži. Ne? Subvencije niso temu namenjene in tudi tega ne poplačajo. In tudi nikoli niso vštete na tak način v te tabele. Ne? In to je manko, ki ga pač sodobne kmetice in kmetje vedno imajo. To je manko, ki ga nikakor ne morejo zapolniti in zaradi tega mi, ki smo vajeni nekega kapitalističnega razmisleka, rečemo, to se ne splača. Zato, ker je eno kmetijsko podjetje ful bolj produktivno. Ampak kmetijsko podjetje večinoma ne nudi teh javnih servisov. Se pravi, nima tega odliva 30% virov, v smislu vsega, v smislu denarja, časa, pa tudi vseh teh nekih dvomov, premislekov, nekih čustvenih vpletenosti, ki zelo vplivajo na to, kako potem ti na koncu dneva pač poješ svojo večerjo. Ne? Tega vsi ti poslovni sistemi nimajo, ker pač vidijo kmetijstvo res kot industrijo oziroma kot pač nek vir res zgolj pač zaslužka na vloženo enoto. In tam pač ni važno, kakšna je zemlja, ni važno, ne vem, kakšna je pestrost, zato ker se zdi, da lahko to nadomestimo z nečim, kar smo izumili, za neko tehnologijo, za katero pa ta velika, ne samo pač večinoma podjetja, ampak tudi velike kmetije, monokulturne kmetije, tudi dobijo veliko podpore, ker tja grejo naše subvencije. V bistvu v nadomeščanje servisov, ki bi nam jih lahko in morala ponujati narava. In ko sem jaz bila mlada prevzemnica kmetije in sem izpolnjevala te prijavne, pač za nalašč sem vse počela sama, ker sem želela res se poglobiti v ta sistem in sem ugotovila, da pač jaz dobim neki denar, ampak da se temu reče investicijski denar. Ampak da investiram pa lahko samo v stroje, ne pa samo vase. In tam je bil neki pogoj, da za doseganje nekih ciljev, da jaz hodim na nekaj izobraževanja, to je bilo mišljeno kar tako malo gratis. Zato ni bil namenjen ta denar. Denar je bil namenjen 47 stranem seznama točno natančnih strojev. In denar, ki naj bi ga dobile kmetice in kmetje, v bistvu ne gre k kmeticam in kmetom,
ampak gre k podjetjem, ki proizvajajo stroje, ki proizvajajo, ne vem, mineralna gnojila, semena in tako naprej. Ne. Medtem kot tega servisa javnega, ki ga male mešane kmetije upravljajo in ki so ga upravljali skozi vsa desetletja, pa ni nikjer, ne. Ni v teh računicah. In ja, imamo zdaj, da me ne bo kdo vlekel za besedo, ne. Seveda imamo neke spodbude za ekološko kmetovanje, kaj, ampak vedno to dojemamo kot nek obliž na to, česar mi ne moremo doseči zato, ker kmetujemo ekološko. Se pravi, ne kot neko, ti pa zdaj ne moreš toliko šprica za strupi, ker si blizu nekega vodnega vira, pa ti bomo dali pač tu 100 evrčkov, ker več kot 100 evrčkov pa itak ni. Ne. Tako da rabimo čist nek nov pristop. Ne. Ampak predvsem v tem, da mi pripoznamo neke zasluge. Pač tej tradiciji mešanega kmetijstva v Sloveniji. Pač vse to, kar mi imamo, tudi vse te gozdove pa krajine, pač, to je pač rezultat sodelovanja med naravo in kmeticami in kmeti. Pač cvetoč travnik ni tam sam po sebi, ni se zgodil sam po sebi. Če bi bila narava, bi bil tam gozd. Travnik je najlepši primer tega, kaj lahko kmetica napravi v sodelovanju z naravo. Oziroma, kaj narava napravi, če kmetica z njo sodeluje na nek čisto določen način. Ti praviš, slovensko kmetijstvo bi rabilo veliko vlaganja. Veliko razmišljaš o kmetijstvu, kot zdaj, ne? Tudi programsko, politično skoraj. Ne mislim politično v strankarskem smislu, ampak v smislu programa. Ne? Poveš, kaj bi morala, kot si rekla, ena dobra ministrica narediti. 5 let vlaganj, praviš, da bi zemlja zaživela. Ja. Pač, to je bil zame en hladen tuš v prvem letu kmetovanja, ko res pač, sem prišla na to kmetijo in ta moja prva njiva v suši, v betonu, pač zaradi česar sem hotela napisati knjigo, kdo bo z mano prosil za dež. In nič ni tam raslo in ker sem vse naredila prav, to pa gre vse narobe. Ne. In pol je pač prišlo ta veliko spoznanje o potrpežljivosti in času, ki ga pač neka zemlja rabi, da si opomore. Pač, če smo mi jo res toliko desetletij škropili pa posipovali z nekimi praški, pač ne moremo pričakovati, da bo potem z danes ni jutri ta zemlja kar sama vse znala delati naprej, ker tam v tisti zemlji ničesar več ni. Ker ko mi rečemo zemlja, je pač rečemo neka bitja, ki tam nodo živijo in pač bitja živijo samo, če pač jim pustimo živeti. Ne. Če pa jih non-stop z nečim bombardiramo, pa so to porušena mesta. Ne. In tam rabiš ful časa, si zdaj čist lahko predstavljamo, ko imamo te vojne podobe porušenih krajin, koliko časa, to si kar lahko to preslikamo v zemljo, pa koliko časa to rabi, da se vzpostavi nazaj. In to stane. To čakanje, ta potrpežljivost, ti trenutki, ko pač kmetica bo nekaj posejala, ampak bo morala še ogromno nečesa tam početi, morala bo narediti kompost, morala bo pač vzpostaviti to biotsko pestrost, ker samo pestri ekosistemi so močni ekosistemi, so podporni ekosistemi, ki s časoma začnejo opravljati nazaj naloge, ki smo jim jih odvzeli s to neko tehnologijo, pa tako naprej, ker smo mislili, da znamo to bolje. In jaz pač vidim to možnost v javnih naročilih. Ne? Ravno zaradi zakona, ki smo ga sprejeli, da bo leta 2027 pač v Sloveniji, da bodo otroci imeli brezplačna kosila za vse v šolah. In se pač sprašujem, mislim, to je ogromno denarja. Ne? In kam bo šel ta denar? Mislim, to je pač odločitev, koga bomo mi s tem podprli. In pač mi že danes vemo, koga podpiramo z javno prehrano. Mislim, se to kažejo številke. Ne? In to niso kmetice in kmetje, kaj šele slovenski. Misliš najcenejši? Ja, to so neki grosisti, ki pač z raznimi mešetarjenji zmorejo pač zalagati šolske kuhinje z mama bi rekla šrotom. Nič ne. In cene javnih naročil so preniske, ta hip,
da bi kmetice in kmetje zanje lahko ponudili pač to, kar se v bistvu po zakonu že zahteva. Ne? Mi smo že rekli, mi želimo 12% ekološke hrane in lokalne in tako naprej v šolskih kuhinjah, ampak šole imajo veliko težavo z zagotavljanjem tega odstotka, zato ker je preprosto premalo denarja in rečejo, ja, ampak se v bistvu ni ponudnikov. V naših lokalnih okoljih ni ekoloških kmetic in kmetov, ki bi imeli to zelenjavo in seveda jih ni, ker pač nismo delali na tem, da bi jih imeli. In nišče ne bo postal ekološka kmetica samo zato, ker bo zdaj šola 15krat na teden klicala, a imate vi kilo čebule po 40 centov. Pač ne. Šola mora poklicati pa ponuditi nek drugi znesek, pa reči, ne vem, a se mi lahko zmenimo za naslednje leto, a lahko naredimo skupaj nek načrt. Ne? In se spomnim, ko smo mi vzpostavili zadrugo Dobrina, kar je zdaj poseben trenutek, ko imamo spet EPK v Novi Gorici, ko je bil pač Evropska prestolnica kulture v Mariboru, smo mi vzpostavili zadrugo lokalne prehranske preskrbe v Slovenskih Goricah in v Mariboru v sklopu pač projekta Urbane brazde, Maribor prestolnica kulture 2012. In prvi sestanek v Jurovskem dolu je bil Anton Komat in kmetje. In Anton Komat je na čudovit, preprost, učinkovit način razlagal o globalni lakoti, o teh nekih prehranskih sistemih in kako smo mi lahko samo preskrbni in bla, bla, bla. In potem dvigne tam en kmet roko pa reče, ja, samo če meni toča stavče nivo, kdo bo to zavaroval, mislim, kdo bo, ne? Jaz ne bom mogel pač tisto leto dati, ne vem, solate šoli. In kdo bo zdaj tam manjko? Ne? In to so konkretne vprašanja, mi moramo imeti konkretne načrte in zmoremo jih, če pač spostavimo neko mrežo. In dobre prakse imamo. Ne? Pač ena mala kmetija seveda ne more garantirati hrane ves čas neki šoli. 50 kmetij pa lahko. Pač tako, kot sem rekla prej, ena kmetica mogoče ne bo imela korenčka, čeprav ga bo dala v svoj načrt in bo naredila vse za to, da bi ga imela, ampak in ga bo imela pa ena druga, ker je na neki drugi legi in ker pač ta klimatski zlom je prinesel ravno te grozovite razlike v mikrolokacijah. Mi imamo zelo različno vreme. Že sam v Jurovskem dolu je na enem bregu tak, v drugi dolini čisto drugače. Od temperatur do vlage in vsega. In eno leto imam jaz zelo dobre maline, nekdo drug pa sploh tisto leto nima malin. Se pravi, samo z povezovanjem. In to moramo podpreti zelo strateško in tak en zelo dober načrt mora biti. In načrtovalci šolske prehrane recimo. Bi morali biti res eni taki menedžeri. In sam še to. Ja, zdaj vmes, ko sem govorila, sem se prav, mi imamo tudi v Sloveniji dokaze, da je možno, ampak v nekih drugih sektorjih, kjer je denar. In mi smo vložili veliko denarja, da bi neke zvezdice v Slovenijo pripeljali in neke svetovne kuharske vodiče, ali kako se temu reče. Smo vložili denar in vidimo, da imamo kuhinje, da imamo restauracije, ki se napajajo izključno iz lokalnih kmetij. Torej je možno. Ker imamo, ne vem, eno najboljših kuharic na svetu, ki kuha izključno iz lokalne ekološke ponudbe. Zakaj ne bi to mogla biti ena šola? Čisto lahko je. Daš za primer tudi tega šefa iz Italije, ki kuha zdaj v bistvu, ki je pustil vrhunsko kuhinjo in kuha zdaj že za ogromno število šol. Ne? Ja, in ne sam, ampak s podporo enega župana, enega zelo, zelo malega mesteca pri Firencah, ki je naredil točno ta razmislek, se od njega jaz malo kradem to. Ne? Ker rekel, javno naročilo mora biti poceni, ampak ne sme pa biti to prvi kriterij.
In ali obstaja način, kako mi priti do poceni javnega naročila, tako da to ne postavimo kot prioriteto. In on je šel vse naokrog je naredil, ne? Kaj se mu je zdelo pomembno? Njemu se je zdelo pomembno, da ljudje v njegovi občini jejo zdravo hrano, ker če jejo zdravo hrano, bodo manj bolni, pa kmetice in kmeti, ki tam živijo, bodo lahko živeli, bodo služili, pa krajina bo turizem in tako naprej. In je vzpostavil ves sistem in povabil tega šefa, ki je istočasno prišel do istega zaključka. In ona dva sta vlagala ogromno denarja, ogromno nekega znanja, ustvarjalnosti v to, da sta vzpostavila sistem teh menz, ki delujejo po načinu vrhunskih kuhinj, z sjajnimi meniji, z zelo premišljenimi lokalnimi ekološkimi sestavinami. In po 7 letih cikla sta prišla do točke, ko je cena celega tega sistema 30% nižja, kot je bila pred 7 leti, vključno z inflacijo in z vsem. Ker cena ni bila prioriteta, se je na koncu zgodila kot posledica dobrega premisleka. In predvsem, kar se meni zdi tudi z vidika neke ekološke trajnosti smiselno in bistveno, je, da v takem sistemu hrane tudi veliko manj zavržemo. In to kažejo njihove številke, ker vsi rečejo, otroci vam nikoli ne bodo jedli zelenjave. Ne, otroci zelo radi jejo zelenjavo, ampak mora biti to dobra zelenjava, živa zelenjava in dobro skuhana zelenjava. Pa še malo je treba nekega drugega pedagoškega procesa in to, kaj sploh jemo. Zakaj pa to, kaj je na krožniku? Se tudi v Sloveniji imamo recimo čudovite programe Umanotere, recimo, ki se s tem ukvarja, ne? Kaj damo mi na krožnik otrokom v šolah. Se je, ogromno resursov pravzaprav imamo, ki bi jih bilo treba samo dati malo na kup, pa bi bilo v bistvu že vse tamne. Vrnila se bom zdaj k Omi. Ja. Na pripovedovalskem festivalu recimo ti govoriš in pripoveduješ o Omi tudi. Pripovedovanje vidiš kot skupnostni akt. Povej vsem, kaj se mi lahko naučimo od tvoje Ome. Vse. Tako res... Skoro sem začela pisati kolumne in mi je bilo tako še malo nerodno, pa nisem vedela kaj. In mislim, da je bila to 3. kolumna zatekla k Omi, ker sem bila pri njej in sem jo videla, kako stoji v onem svojem prikletu, takrat je še stala v onem priklet je hodnik, ne? In tam ona imela telefon in je klical nekdo z neke te agencije, ki sprašuje po javnem mnenju. Sem sedela v kuhinji in poslušala to mojo Omo, kako ona odgovarja temu neznancu po telefonu. Vsak dan bi mogel nekdo iz državne uprave klicati mojo Omo, da bi mu malo povedala o javnem mnenju. Ne, to so ena cela generacija tako preprostih, tako modrih, tako vključujočih, solidarnih, radovednih žensk, ki so res dale ogromno hudega skozi. Imajo izkušnjo vojne, moja Oma ima izkušnjo te menjave šolskega sistema. Ona je začela hoditi v šolo pod nemško okupacijo in se je naučila pisati v nemščini, recimo. Čudovito govorila nemško in tak. In potem je v 4. razredu se morala v slovenskem jeziku nazaj učiti in se nikoli več ni prav naučila pisati, zato ker v 4. razredu je bila že toliko velika, da iz kmetije niso pustili ravno hoditi v šolo. Ne, je imela par mesecev na leto mogoče. In še danes tako zelo piravo, počasi piše. Ne, in vedno reče, veš kak, sem jaz v nemščini pisala. In ta neka skromnost, ki izhaja iz te izkušnje in te želje po nekem znanju, ki ga nikoli ni mogla dobiti kot podeželska najstarejša hči v družini, njej in ogromno ženskam, kot je ona, daje neko neverjetno srčno
širino. In tako mi se zdi, da to sam tak en veliki objem in karkoli je na mizi, o čemerkoli se pogovarjava, vedno je pač ta po eni strani zelo stvarna prizemljenost, po drugi pa ta neverjetna širina in res odprtost, ki pač mene čisto zašarmira, ker je popolno nasprotje teh nekih naših predsodkov o podeželju in o neki pač konzervativni preteklosti. Se mi zdi moja oma ena najbolj progresivnih oseb na svetu. In liberalnih oseb. Ja, zagotovo. Ja, tudi jaz imam izkušnjo s svojo staro. Ja. Podobno. Ja. Zaključila bi v bistvu s tvojo literaturo, torej iz zadnje knjige. Zanima me, a veš ta prizor, ko pade drevo, ne? Ja. Ko pade drevo in se naredi nevihta, vse je temno, ko ta oreh pade, ko se zareže van, zaokrožijo nad njim v krogu ptice, in potem oma, ki živi čez, vpraša, kaj pa je bilo, in ti poveš, da ste podrli drevo, in ona reče, kako reče, zato se je vse tako drlo. Skratka, totalno surrealen moment je, ampak to je bilo res vse? Ja, to res je. Skratka, o pisanju, s tem bi zaključila. Kako pogosto se ti zdi, da ko nekaj doživljaš, vidiš, opazuješ pri svojem delu, pri kmetiji, tudi drugje, da si rečeš, to je za zapisati, ampak zveni neverjetno. Se ti dogaja? Ja. Je življenje v bistvu tudi neverjetno? Življenje je vedno veliko bolj neverjetno kot literatura in se mi zdi, da pač točno to literatura počne. Ne? Ona se življenju čudi. Jaz sem se v nekem hipu odločila, da nikoli več ne bom uporabljala besede ezoterično, ko bom govorila o svoji literaturi. Zato, ker sem opazila v Nemčiji, vsi moški recenzenti, ko so pisali o Po vsej sili živ, niso mogli napisati čisto tako odprto, da jim je fajn. In so začeli stavek z, saj je malo ezoterično, je pa fajn. Ezoteriko so videla. Ja, ne? Ko so pač tudi, ker je tako neverjetno. In je pač tako neverjetno si predstavljati, da res obstajajo neki kolektivi, ki vejo veliko več od nas. Jaz pa sem v zadnjih letih pač res doživela in doživljam vsak dan, da ko narava, ko se moja kmetija odloči, da bo naredila šov, naredi šov. In kdorkoli pride na obisk, če pride z to naravnanostjo, odprtostjo, dobi šov. Imamo, ne vem, pripovedovalsko dopoldne z vrtcem iz Jurskega Dola in govorimo o pisani vrani in je zraven nas naš domač ornitolog Robi, ki pripoveduje o pticah in v trenutku, ko pripoveduje ptice, začne taka največja vrana krokar, tak nas preleti. Ali pa, ko so prišli petki za prihodnost, ravno v času teh najhujših poplav leta 2023 na našo kmetijo in se tako pripeljejo pač mladi iz Nemčije, iz Avstrije v tem avtomobilu in stopijo ven in tako 4 štorklje preletijo kot ta revija teh lovcev vojaških, pridejo štorklje. Pa potem ves večer sedimo ob ognju, pa male uharice tam zadaj prepevajo. Narava ima voljo, ker ima svoje kaprice in ima svojo bit. In ali nam je to prav ali ne, ona živi. Nataša Kramer, hvala lepa, da si bila moja gostja. Hvala tebi za povabilo, jaz sem se imela zelo fajn. Jaz tudi, hvala res za vse povedano. Hvala ti. Vse dobro.
Enako.